Se pravi, v današnjem prispevku dolgo sem razmišljala, kaj v bistvu bi naslovila v tem prispevku. In kot je že Sabina omenila, ker se precej ukvarjam s tem področjem preučevanja socialno-čustvenih dejavnikov učnih dosežkov in tudi bralne pismenosti, sem se potem tudi glede na temo tega dogodka odločila, da bi nekako naslovila socialno-čustveno blagostanje 15-letnikov in pa njihove bralne navade. Zdaj, ker, kot je Sabina že povedala, se sama precej ukvarjam z mednarodno raziskavo PISA, bi tudi pri tem predavanju izhajala iz podatkov te raziskave, in sicer iz raziskave PISA 2018. To so zadnji podatki, ki so v resnici na voljo. Pa bi danes najprej mogoče samo res čisto na kratko predstavila raziskavo PISA za tiste, ki jo morda še ne poznate. Nato bi pa naslovila pomen blagostanja učencev in učenk v učnem kontekstu in tudi, kaj v bistvu v okviru raziskave PISA to sploh pomeni, kaj ugotavljamo v okviru tega koncepta. Na kratko bi predstavila potem raziskovalna vprašanja, na katera sem želela ugotoviti, metodologijo, ki jo pri tem uporabljam, in pa same rezultate, se pravi z področja socialno-čustvenega blagostanja v raziskavi PISA in pa bralne navade, ki smo jih z raziskavo ugotovili. Na koncu me je pa zanimalo tudi, kako različni vidiki blagostanja v resnici napovedujejo samo bralno pismenost. Zdaj, kot se vam verjetno že malo svita, jaz vas bom bolj popeljala v svet številk, ki so lahko kdaj morda suhoparne, ampak nam po drugi strani tudi veliko povedo. In jaz res upam, da mi bo uspelo na nek zanimiv način predstaviti te podatke in pa izsledke, do katerih prihajamo. Torej, če najprej čisto na kratko orišem, kaj raziskava PISA je. Gre za program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk. Raziskavo koordinira OECD, z njo pa preverjamo bralno, matematično in pa naravoslovno pismenost 15-letnikov v Sloveniji. Torej, vključeni so dijaki in dijakinje, ki večinoma obiskujejo prve letnike srednješolskih izobraževalnih programov. Kaj pojmujemo pod pismenost? Torej, v raziskavi PISA ne ugotavljamo neposredno kurikularnih znanj, ampak gre bolj za ugotavljanje neke uporabe različnih znanj v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah. In v letu 2018 je bil poseben poudarek na preverjanju bralne pismenosti. Torej, večji del nalog v samem preizkusu je bil namenjen ugotavljanju tega področja. Je pa raziskava v celoti potekala na računalnikih. Kot sem že omenila, v raziskavi sodelujejo 15-letniki v izobraževalnem sistemu. Leta 2018 je na mednarodni ravni sodelovalo 79 držav, to je približno 600 tisoč učencev in učenk. V Sloveniji sodelujejo čisto vsi srednješolski izobraževalni programi in pa 43 osnovnih šol ter 2 ustanovi za izobraževanje odraslih. Skupaj je to približno okrog 300 izobraževalnih programov, vzorec na koncu je pa bil okrog 6400 dijakov in dijakinj, kar seveda predstavlja reprezentativen vzorec in nam omogoča tudi neko posploševanje podatkov na populacijo. Čisto na kratko, kakšen je bil povprečni dosežek na lestvici bralne pismenosti v letu 2018, torej povprečje OECD je bilo 487 točk, dijaki in dijakinje iz Slovenije pa so povprečju dosegli 495 točk, torej značilno nad povprečjem držav OECD. Če ste kaj spremljali, mogoče raziskavo temu ni bilo tako v letih 2009 in 2012, ko smo imeli izrazit upad v bralnih dosežkih. No, med leti 2015 in 2018 je pa ta dosežek kar stabilen. Dosežki v Sloveniji se niso značilno razlikovali, na primer od dosežkov na Norveškem, v Nemčiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem in Češkem. No, in če gremo od same raziskave PISA, iz katere bom v bistvu črpala podatke, k blagostanju. In sicer najprej v učnem kontekstu.
Torej, obstajajo različne študije, ki so se s tem že ukvarjale. V zadnjem času je veliko govora o tem, veliko se raziskuje na tem področju in rezultati različnih študij kažejo, da je blagostanje učencev in učenk zelo pomemben in značilen napovednik tako učne motivacije, kot višjih učnih dosežkov in bolj prilagojenega učnega vedenja. Prav tako je značilen napovednik bralnih dosežkov, kot tudi matematičnih in naravoslovnih. In zakaj to področje mene še posebej zanima? Zato, ker rezultati raziskave PISA 2018 pa kažejo, da so naši dijaki in dijakinje določene vidike blagostanja ocenili precej bolj negativno v primerjavi z vrstniki iz držav OECD. In zato me je nadalje zanimalo, in kar bi vam rada predstavila, je to, kakšno je torej blagostanje slovenskih 15-letnikov, kakšne so njihove bralne navade, ali morda dijaki in dijakinje z nižjim blagostanjem poročajo o slabših bralnih navadah, in ne nazadnje, ali so različni vidiki blagostanja značilni napovednik bralne pismenosti v raziskavi PISA 2018. Torej, ko govorimo o teh rezultatih, ki jih bom predstavljala, je dobro imeti v mislih tudi to, da vse skozi govorimo v bistvu o samoocenah dijakov in dijakinj. To so v bistvu podatki, ki smo jih zbirali z vprašalnikom za dijakinje in dijakinje, torej poleg glavnega preizkusa izbralne matematične in naravoslovne pismenosti, dijaki v raziskavi PISA izpolnjujejo še tako imenovan vprašalnik, s katerim ugotavljamo različne spremljajoče dejavnike dosežkov. Pri podatkih, ki jih bom v nadaljevanju predstavljala, sem izhajala torej iz vzorca raziskave PISA, kjer sem pa izločila dijake in dijakinje, ki so obiskovali osnovno šolo in pa programe nižjega poklicnega izobraževanja, ker imajo ti dijaki in dijakinje nekoliko drugačen preizkus in enostavno nimamo zbranih vseh podatkov, ki sem jih jaz na tem mestu potrebovala. V prvem delu rezultatov bom uporabila že obstoječe vrednosti deležev odgovorov na posamezno postavko in pa vrednosti mednarodno primerljivih indeksov, kar bom kasneje podrobneje razložila. V drugem delu sem pa uporabila tudi metodo multiple linearne regresije za ugotavljanje velikosti učinkov napovednikov bralne pismenosti. Vse uporabljene lestvice, ki bodo predstavljene, so se na vzorcu slovenskih dijakov in dijakinj izkazale kot ustrezno notranje zanesljive. Rezultate oziroma podatke sem pa analizirala z specifičnim statističnim programom, ki omogoča analiziranje baz mednarodnih podatkov. Torej, kaj razumemo pod blagostanje v raziskavi PISA? To so tudi spremenljivke, ki jih potem jaz v nadaljevanju vključujem v svoje analize. Torej, blagostanje učencev in učenk se v raziskavi PISA nanaša na psihološko, fiziološko, socialno in pa kognitivno blagostanje. In tisti vidiki blagostanja, ki mene posebej zanimajo in ki so v bistvu na voljo v okviru podatkov, so, in te, ki se bolj nanašajo na samo branje in bralno pismenost, so naslednji. Torej, učiteljeva opora in spodbuda pri pouku slovenščine, potem motivacija za branje, zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju, spodbudna šolska klima, torej občutek pripadnosti šoli in pa medvrstniško nasilje, in pa pozitivno čustvovanje in občutenje smisla življenja. Pa če gremo najprej pogledati, kakšni so rezultati za Slovenijo na teh področjih, ki sem jih ravnokar omenila, v primerjavi z povprečjem OECD, torej zaznavo učiteljeve socialno-čustvene opore pri pouku slovenščine smo ugotavljali s temi postavkami, ki so tukaj navedene, in sicer so tukaj navedeni deleži dijakov in dijakinj, ki so odgovorili, da se to, kar postavka navaja, zgodi pri večini ur. Torej lahko vidimo, da je nekje 31% naših dijakov in dijakinj poročalo, da se pri večini ur profesor zanima za vsakega dijaka in dijakinjo, približno 29% jih je poročalo, da profesor ponudi dodatno pomoč, ko jo potrebujejo,
približno 23%, da profesor pri večini ur pomaga dijakom in dijakinjam pri učenju in približno 28%, da se pri večini ur zgodi, da profesor snov razlaga toliko časa, dokler je oni ne razumejo. Če to primerjamo z povprečjem OECD, vidimo, da so deleži za Slovenijo nekoliko nižji. Primerjalno z drugimi državami je pa vrednost indeksa zaznane učiteljeve opore pri pouku slovenščine za Slovenijo -0,60, kar je precej pod povprečjem OECD. Torej, naši dijaki in dijakinje so v primerjavi z vrstniki iz držav OECD učiteljevo socialno-čustveno oporo pri pouku slovenščine ocenili precej nižje. To se lepo vidi na tem naslednjem grafu, in sicer so naši 15-letniki izmed vseh vključenih držav, se pravi vseh 79 držav, najnižje ocenili to učiteljevo oporo pri pouku slovenščine. No, če gremo naprej na spodbudo strani učitelja slovenščine, ta spodbuda se v bistvu tukaj nanaša na to, koliko profesor spodbuja dijake in dijakinje, recimo, da izrazijo svoje mnenje v besedilu in pomaga, da povežejo zgodbe, ki jih berejo, z njihovim življenjem in z nekimi izkušnjami, da jim pokaže, kako informacije iz besedil nadgrajujejo s tistim, kar že vedo, in da jim, na primer, postavlja vprašanje, ki jih motivirajo k aktivnejšemu sodelovanju. Tukaj so navedeni deleži tistih, ki so navedli, da se to zgodi pri večini ur. Ponovno so ti deleži, lahko bi rekli, relativno nizki. Tako jih, na primer, 36% meni, da profesor pri večini ur spodbuja dijake, da izrazijo svoje mnenje v besedilu. Približno 29% jih meni, da pri večini ur profesor jim pomaga povezati zgodbe z njihovim lastnim življenjem. In 32% jih meni, da profesor pri večini ur pokaže dijakom, kako nadgrajujejo informacije iz besedila s tistim, kar že vedo, in da jih motivira k aktivnejšemu sodelovanju. Tukaj sicer nimamo navedenih deležev za povprečje OECD, se pa iz vrednosti indeksa spodbude strani učitelja slovenščine vidi, da so naši dijaki in dijakinje v primerjavi z njihovimi vrstniki iz drugih držav ponovno poročali o nekoliko nižji spodbudi strani učitelja slovenščine, saj je vrednost indeksa -0,08. Če se v nadaljevanju dotaknemo motivacije za branje. Tukaj imamo tudi zelo zanimive rezultate. Če morda spremljate to področje, pri nas v Sloveniji imamo vse skozi zanimive rezultate iz tega vidika, da naši dijaki in dijakinje v povprečju dosegajo nadpovprečne rezultate na lestvicah branja, matematike in naravoslovja in hkrati poročajo o podpovprečni motivaciji za učenje, branje in tako naprej. In tukaj lahko vidimo iz te preglednice, kjer so navedeni deleži tistih, ki so poročali, da se s to trditvijo strinjajo, da kar 67% naših 15-letnikov meni, da berejo le, če morajo. 16% jih je poročalo, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov. 23% jih je poročalo, da se radi pogovarjajo o knjigah z drugimi. Približno polovica jih meni, da se jim branje zdi izguba časa. In nekje 65% jih je mnenja, da berejo le zato, da dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Če primerjamo te podatke še malo z drugimi državami in s povprečjem OECD, vidimo, da je skupna vrednost indeksa zadovoljstva v branju oziroma motivacije za branje ponovno precej podpovprečna, to je -0,22, torej pod povprečjem držav OECD in tudi pod, v bistvu so se ocenili nižje tudi v primerjavi z večino vrstnikov iz drugih evropskih držav. Če v nadaljevanju pogledamo rezultate s področja zaznavanja lastne kompetentnosti pri branju, pa vidimo, da so se v primerjavi z vrstniki iz držav OECD naši dijaki in dijakinje tukaj ocenili nekoliko
nad povprečjem oziroma nekoliko bolj pozitivno. Tukaj so navedeni deleži in pa postavke in pa delež tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Tako jih je na primer 22% bilo mnenja, se ni strinjalo ali pa sploh se ni strinjalo s tem, da so dobri bralci oziroma bralke. 28% se jih ni strinjalo s tem, da so sposobni razumeti težka besedila. 14% se jih ne strinja s tem, da tekoče berejo. 86%, da so imeli težave z branjem. Približno polovica se ne strinja s tem, da bi besedilo morali večkrat prebrati, da bi ga popolnoma razumeli. In približno 74% naših dijakov in dijakinj se ne strinja s tem, da jim je težko odgovoriti na vprašanja o besedilu. Če nadaljujemo z zaznavanjem mladih medvrstniškega nasilja v šolah, vidimo, da tukaj rezultati kažejo na tem področju, da je vrednost indeksa medvrstniškega nasilja je nekoliko podpovprečna. To je -0,11, kar je pod povprečjem držav OECD. Tukaj so pa navedeni deleži tistih, ki so odgovorili, da so omenjeno doživeli nekajkrat na leto. In sicer jih v Sloveniji približno 16% meni, da so jih drugi nekajkrat na leto namerno izločili iz dogajanja. Približno 21% jih meni, da so se nekajkrat na leto drugi norčevali iz njih. Približno 10%, da so jim grozili nekajkrat letno. Približno 12%, da so jim drugi vzeli ali uničili stvari. Nekje 13%, da so jih udarili ali porinili, in nekje 19% naših dijakov in dijakinj je poročalo, da so nekajkrat letno doživeli, da so drugi širili grde govorice o meni. Zdaj, tako na prvo oko se morda ti deleži ne zdijo tako visoki, ampak če te podatke pogledamo pobliže, vseeno vidimo, da je v Sloveniji kar petina dijakov in dijakinj, ki so približno 21%, ki so najmanj nekajkrat mesečno v bistvu žrtev medvrstniškega nasilja. In če to primerjamo s podatki iz leta 2015, vidimo, da se je omenjeni delež teh dijakov in dijakinj povečal kar za 4 odstotne točke, kar ni malo. In dejstvo je tudi to, da o pogostejšem doživljanju nasilja poročajo tisti z nižjimi bralnimi dosežki. Če se v nadaljevanju dotaknemo še področja občutka pripadnosti šoli, ki se v veliko raziskavah kaže kot zelo pomemben napovednik branja, bralnih dosežkov in nasploh učnih dosežkov, vidimo, da v bistvu pri nas nekaj več kot petina dijakov in dijakov meni, da jih sošolci nimajo radi. Na primer, tukaj imamo v tej tabeli deleže tistih, ki se s temi trditvami strinjajo ali pa zelo strinjajo. In vidimo, da jih približno 80% meni, da sicer v šoli z lahkoto sklepajo prijateljstva, 74%, da čutijo pripadnost do šole, in nekje 78% jih meni, da se jim zdi, da jih imajo drugi učenci in učenke radi. Ampak, kot pravim, če te rezultate pogledamo nekoliko drugače, še vedno je nekaj več kot petina tistih, ki meni, na primer, da jih sošolci in sošolke ne marajo. Potem imamo tukaj v nadaljevanju še nekaj postavk in pa deleže tistih, ki se s temi postavki ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Tako se jih recimo 79% ne strinja s tem, da se počutijo izločenega, ampak približno petina se jih pa še vedno čuti izločene. 82% jih recimo poroča, da se ne strinjajo s tem, da se počutijo čudno ali odveč, in pa nekje 87% se ne strinja s tem, da so v šoli osamljeni. Če primerjamo ta rezultat z drugimi državami in z povprečjem OECD,
vidimo, da naši dijaki in dijakinje izražajo vseeno, kljub vsemu, nekoliko podpovprečen občutek pripadnosti šoli. Če gremo še na občutenje pozitivnih čustev, ki smo ga v raziskavi PISA 2018 ugotavljali, tukaj so rezultati zelo zanimivi. Mene je kar malo presenetilo, bom rekla to, da je za Slovenijo vrednost tega indeksa izražanja pozitivnih čustev daleč najnižja. In sicer -0,61. Zatem je samo še v bistvu Velika Britanija z vrednostjo, mislim, še nižjo vrednostjo. In sicer pri nas je kar 35% naših dijakov in dijakinj poročalo, da so pogosto ali vedno žalostni, dobra polovica jih je pa poročala, da so pogosto ali vedno zaskrbljeni. No, po drugi strani, če pogledamo ta graf, vidimo, da se jih več kot 85% pogosto počuti veselo, približno 80% tudi, da so živahni in pa srečni. Približno 20% je pa še vedno takih, ki pač menijo, da pogosto doživljajo negativna čustva. Je pa res, da pri teh podatkih se meni vedno vzbuja, tudi ta pomislek glede naše kulture, izražanja teh stvari. Se mi zdi, da smo v Sloveniji velikokrat nagnjeni k temu, da prej poročamo stvari malo bolj negativno in težje izrazimo nekaj pozitivnega in rečemo, jaz sem pa super, jaz se pa zelo dobro počutim, večino časa. Tako da vedno je treba te rezultate razumeti v nekem tudi širšem kontekstu. No in še občutenje smisla življenja. Tukaj imamo postavke in pa deleže tistih, ki se s temi postavki se ne strinjajo ali pa sploh ne strinjajo s temi postavkami. Tako vidimo, da približno 31% naših dijakov in dijakinj se ne strinja s tem, da ima njihovo življenje jasen smisel in pa namen. Nekje 36% se jih ne strinja s tem, da so odkrili zadovoljiv smisel v življenju, in pa približno 28% se ne strinja s tem, da imajo jasen občutek o tem, kaj njihovemu življenju daje smisel. Zdaj, vrednost indeksa, če primerjamo z ostalimi državami in s povprečjem OECD, je za Slovenijo 0,03, kar je v resnici nekje tako v povprečju držav OECD. Toliko o samih rezultatih, na kratko, z področja blagostanja v raziskavi PISA 2018. No, in ker sem želela v nadaljevanju v bistvu pogledati, kako se to na nek način povezuje z bralnimi navadami, sem tudi želela ločiti dijake med sabo, glede na to, kakšne bralne navade imajo. Torej, želela sem dobiti skupino učencev, ki so poročali o boljših bralnih navadah, in tiste, ki so se pri tem ocenili nižje. In v Sloveniji je zadeva taka, sploh v srednjih šolah, da se te zadeve, pač različni vidiki učnih dosežkov, zelo močno razlikujejo med samimi izobraževalnimi programi. In zato bom v nadaljevanju primerjala v bistvu podatke med gimnazijskim programom in pa programom srednjega poklicnega izobraževanja. Če že pogledamo samo same dosežke v bralni pismenosti, vidimo, da so razlike pri tem med različnimi izobraževalnimi programi velike. Na primer, povprečni dosežek na preizkusu iz branja v splošni gimnaziji znaša 567 točk, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 484 točk, v srednjem poklicnem 408 točk in v nižjem poklicnem recimo 380 točk. Razlika v povprečnem dosežku pri branju v programu splošne gimnazije, na primer, in programu srednjega poklicnega izobraževanja je kar 159 točk, kar predstavlja kar 2 ravni bralne pismenosti v raziskavi PISA, kar je veliko. No, in zato sem v nadaljevanju pogledala tudi same indekse različnih vidikov blagostanja, ki sem jih omenjala prej, in sicer razlike v tem med izobraževalnima programoma gimnazij
in pa srednjega poklicnega izobraževanja. In kot lahko vidimo, med dijaki, ki obiskujejo gimnazijske programe in tistimi, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja, v resnici ni tako velike razlike na področju učiteljeve zaznane socialno-čustvene opore pri pouku slovenščine in pa pri občutanju pozitivnih čustev. Na teh dveh področjih so dijaki iz obeh programov v primerjavi, na primer z vrstniki iz držav OECD, poročali o precej nižji socialno-čustveni opori in občutanju pozitivnih čustev in med njimi ni tolikšnih razlik. Pri vseh ostalih vidikih blagostanja so pa razlike precejšnje. Na primer, pri učiteljevi spodbudi pri pouku slovenščine so se dijaki iz gimnazijskih programov ocenili celo nekoliko podpovprečno, nadpovprečno, dijaki iz programov srednjega poklicnega izobraževanja podpovprečno. Zelo velika razlika je na primer na področju motivacije za branje, kjer vidimo za gimnazijski program vrednost 0,22, kar je precej nad povprečjem OECD, v programu srednjega poklicnega izobraževanja kar minus 0,62, kar je precej podpovprečno. Podobno velike razlike so tudi pri zaznavanju lastne kompetentnosti pri branju, tudi pri zaznavanju medvrstniškega nasilja. Na primer, dijaki iz gimnazijskih programov poročajo precej manj nasilja kot tisti, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja. Podobno pri občutku pripadnosti šoli, kjer je v programih srednjega poklicnega izobraževanja ta občutek pri dijakih precej nižji. Razlika je pa tudi pri občutanju smisla življenja, kar je pa zanimivo, da gimnazijci v primerjavi z dijaki iz programov srednjega poklicnega izobraževanja poročajo o precej nižjem občutanju smisla življenja. No, in če gremo sedaj na bralne navade 15-letnikov, tukaj sem skušala izločiti nekaj vidikov v bistvu bralnih navad, ki so se mi zdeli pomembni ali pa morda zanimivi, in sicer odgovore na postavke, kot so berem le, če moram, branje je eden izmed mojih najljubših konjičkov, potem koliko berejo na dan, se pravi pogostost branja, 30 minut ali manj sem izbrala, in potem kaj berejo, ali večkrat na teden, mesec berejo leposlovje, knjige, ki niso leposlovje in na primer revije. In tukaj imamo navedene deleže tistih, ki se s trditvijo strinjajo ali zelo strinjajo. In vidimo, da približno 56, malo več kot polovica dijakov in dijakinj v Sloveniji meni, da berejo le, če morajo. Približno 26%, to sem povedala že prej, jih meni, da je branje njihov najljubši konjiček. Le 22%, na primer, jih meni, da za zabavo na dan berejo 30 minut ali manj, oziroma se strinjajo s tem. 18% jih je poročalo, da večkrat na teden ali mesec berejo leposlovje. Le 13%, da berejo knjige, ki niso leposlovje, in 22%, da večkrat na teden ali mesec berejo revije. Torej, ta pogostost branja je v povprečju v Sloveniji dokaj nizka in težava je tudi ta, sicer tukaj ne navajam tega podatka, da se je ta delež v primerjavi z letom 2009 celo znižal. No, in če tudi tukaj pogledamo razlike med temi programi, vidimo, da so razlike precejšnje. Tukaj imamo navedene aritmetične sredine oziroma povprečje odgovora na postavko in sicer vidimo, da dijaki in dijakinje iz gimnazijskih programov je manj, oziroma so se na tej postavki berem le, če moram, v povprečju ocenili nižje. To, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov višje, se pravi, se bolj ocenjujejo kot taki, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov. Na postavki, da za zabavo berejo na dan 30 minut ali več, so se tudi ocenili v povprečju višje. Višje tudi tukaj, da na teden, mesec berejo leposlovje, knjige, ki niso leposlovje, in pa da berejo revije. Torej, tudi tukaj na področju teh bralnih navad so se pokazale
razlike med izobraževalnimi programi, podobno kot pri blagostanju. Torej, če nekako povzamem, do sedaj te rezultate kažejo, da dijaki in dijakinje, ki poročajo o boljšem blagostanju, v smislu večje zaznane spodbude strani učitelja pri pouku slovenščine, večjem občutku pripadnosti šoli, manj nasilja, večji zaznani lastni kompetentnosti pri branju, v povprečju poročajo tudi o boljših bralnih navadah. Zdaj, iz teh podatkov, ki sem jih predstavila, na tem mestu sicer do sedaj ne ugotavljam neposrednih povezav med blagostanjem in bralnimi navadami. Obstaja sigurno še veliko drugih dejavnikov, ki se odražajo v teh rezultatih, torej o neki vzročno-posledični zvezi tukaj ne morem govoriti. Lahko pa na podlagi podatkov, ki so na razpolago, bolj natančno pogledamo povezave med različnimi vidiki blagostanja in dosežku na bralnem preizkusu pisa oziroma pri bralni pismenosti. In tukaj sem z metodo multiple linearne regresije v bistvu pogledala, koliko te različni vidiki blagostanja, ki sem jih do sedaj predstavila, napovedujejo bralno pismenost. In kar je zanimivo je to, vidimo, da vsi ti vidiki blagostanja v resnici značilno napovedujejo bralno pismenost slovenskih 15-letnikov. Največji učinek imata motivacija za branje in pa zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju, potem sledita medvrstniško nasilje in pa občutek pripadnosti šoli. Tudi občutenje smisla življenja ima precejšen učinek in pa občutenje pozitivnih čustev, pri čemer je zanimivo, da tukaj zaznavamo negativne učinke, se pravi tisti, ki imajo v povprečju višje bralne dosežke oziroma boljšo bralno pismenost, so poročali o nižjem občutenju pozitivnih čustev in pa občutenju smisla življenja, kar je v bistvu skladno s tistim prej, ko sem razlagala, da v bistvu dijaki in dijakinje iz gimnazijskih programov so se na teh postavkah v resnici ocenili precej bolj negativno, kot pa njihovi vrstniki iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. No, kot značilna sta se pokazala pa tudi učiteljeva spodbuda pri pouku slovenščine in pa socialno-čustvena opora pri pouku slovenščine. In s tem modelom v resnici, če gremo pojasnjevati bralno pismenost, pojasnimo kar 24% variabilnosti v bralnih dosežkih, kar je precejšen odstotek. No, če na kratko sklenem te rezultate, torej različni vidiki blagostanja dijakov in dijakinj, na primer večje zaznavanje spodbude strani učitelja pri pouku slovenščine, večji občutek pripadnosti šoli, manj nasilja, večja zaznana lastna kompetentnost pri branju, se v resnici na nek način odražajo v bralnih navadah mladih, v več branja v prostem času, pogostejše branje, pogostejše poseganje po leposlovju, knjigah, ki niso leposlovje in pa revijah. In pa vsi obravnavani vidiki blagostanja so se pokazali kot značilni napovedniki bralne pismenosti. In v resnici torej tudi rezultati mednarodne študije na reprezentativnem vzorcu nam kažejo, da je pomembno to zavedanje, da sta branje in pa bralna pismenost široka in vseživljenjska koncepta, ki se pomembno povezujeta z različnimi vidiki življenja mladih. Na primer šolsko klimo, psihofizičnim počutjem mladih in podobno. In da je za spodbujanje bralne pismenosti in pa kulture v Sloveniji izrednega pomena zavedanje o pomembnosti tega varnega in spodbudnega učnega okolja, ki mladim v resnici omogoča nek občutek povezanosti, pripadnosti in da čutijo, da je šola nek prostor dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci. Torej, da se to ne odraža samo pri boljših ocenah, pri večji motiviranosti, ampak da se v resnici tudi odraža bolj specifično na samih bralnih navadah in pa sami bralni pismenosti. Toliko za enkrat. Jaz mislim, da je bilo podatkov dovolj. Zdaj pa z veseljem sprejmem kakršnakoli vprašanja
in se vam res najlepše zahvaljujem za pozornost.